Zakaj se poljubljamo, ljubčkamo, kušujemo, kljunčkamo, noskamo, žvalimo? Antropologi, ki delajo raziskave na področju poljubljanja, so ugotovili, da romantično poljubljanje ni prisotno pri vseh kulturah. Znotraj nekaterih kultur se poljubljanje uporablja zgolj kot pozdrav ali pa kot prikazovanje ljubezni staršev, ki ljubkovalno poljubljajo svoje otroke. Zgodovinarji celo trdijo, da pri naših plemenskih pradedkih in prababicah, ki so hodili naokoli na pol goli, poljubljanje sploh ni obstajalo. Edini staroselci, ki so poznali romantično poljubljanje v obliki noskanja, so bili Inuiti. In razlog za to je zelo preprost. Nakci so imeli ogromno odkrite kože, po kateri so se lahko dotikali, Inuiti pa sam faco. Tako da, bolj ko si oblečen, več se ljubčkaš. So pa naši sosesalci iz drugih koncev sveta in iz drugih časovnih obdobij imeli svoje vrstne načine zbliževanja. Ljudje iz plemena Malaj naj bi se spoznavali tako, da je ženska počepnila, moški pa naj bi jo ovohaval. Eden od primarnih načinov prepoznavanja primernega partnerja je namreč, da ga povohaš. In preden se začnete zgražati, to ni toliko daleč od tega, kar počnemo mi s poljubljanjem, stopimo skupaj in si porinemo jezik v usta. Zraven pa še zvemo, kaj je kdo jedel in zna kuhati. Obe karakteristiki, ki sta zelo pomembni v zvezi. Drugi razlog za poljubljanje naj bi izviral iz dojenja. Med dojenjem se že kot dojenčki navadimo, da se dotikamo z ustnicami. To se jasno pokaže tudi kasneje, ko kot majhni otroci gledamo z usti, kar pomeni, da vsako stvar stlačimo v usta. Ustnice so namreč nafilane z živčnimi končiči in so lahko do 200-krat bolj občutljive kot konice naših prstov. Obstajajo tudi teorije, da naj bi naše prednice same prežvečile hrano, nato pa svoje otroke hranile z direktnim prenosom v usta, kar je še en razlog, da nam paše poljubljanje. Še danes to počnejo naši najbližji, najdaljši bratranci šimpanzi, nekatere druge opice ter par hollywoodskih zvezdnikov. Res, obstajajo videi, sem videl, zdaj pa ne morem pozabiti. Danes je poljubljanje zelo popularno, kar je popolnoma logično, saj ga že od majhnih nog gledamo v filmih, reklamah, v pravljicah, kjer princ poljubi začasno mrtvo sneguljčico ali pa spečo trnjulčico. Mislim, da je skrajni čas, da nekdo najde tega princa in mu pove, da ni kul, da kar poljublja speče ali pa mrtve bejbe. Poleg tega imamo celo industrijo, ki skrbi, da so naše ustnice ves čas mamljive in voluminozne. Zato pa imamo vse te šminke, vazeline, plastične operacije za povečanje ustnic in naravne tehnike, kjer si ustnice našobimo v duckfaceu. Ampak ni bilo vedno tako. Obstajalo je temno obdobje v zgodovini, kjer je bilo poljubljanje prepovedano, ker so pravilno sklepali, da kjer je ljubčkanje, tam je tudi slina in kjer je slina, tam je tudi kuga. Brez panike, trenutno imamo stvari relativno pod kontrolo in je ljubčkanje relativno varno.